kakšni načini se iščete kadre? Najprej se seveda pogleda notranje resurse, vedno. Potem pa se išče kadre prek Zavoda za zaposlovanje, tukaj, ki ga imamo v Cerknici, ali tudi na spletnih straneh mojedelo.si, da smo imeli objave. Iščemo prek podjetij, ki so za iskanje kadrov. Imamo kar nekaj v Sloveniji, tako da z njimi imamo tudi pogodbo. Tako da probamo na vse strani, zato ker dobiti enega dobrega inženirja se splača v iskanje tudi investirati, pa čeprav to nekaj stane, ne? Ampak potem ti to zelo hitro nazaj prinese. Kaj pa recimo nagrajevanje zaposlenih? Kakšen je, na primer, lahko največji bonus, ki ga lahko dobi zaposleni? Mislim, da nimamo limita. No? Zaposleni so vedno stimulirani s strani njihovih nadrejenih, tako da če vidim, recimo, da ima podjetje dobro prodajo, pa dober rezultat v tistem mesecu, jih nagradim tako jaz kot njihovi. Tako da imamo tu zelo široko praktično nagrajevanje, je kar en pomemben del podjetja. Tako nagrajevanje, tako kot so regresi, tako je tudi božičnica, pa če hočete nagrajevanje tudi z zabavo ali s pikniki in tako naprej. Tako da imamo teh nagrajevanj več, v podjetju imamo praktično avtomate, vsi zaposleni imajo dve kave na dan, oziroma dva topla napitka na dan za stonj. Voda je konstantno na voljo in prosta. Imamo sadne dneve enkrat na teden in tako naprej, tako da se jih proba stimulirati na različne načine, ne samo denarne, ampak tudi skozi pohvalo, nagrajevanje, piknike, izlete, katere se organizira, tako da je to velik del in zelo pomemben del podjetja, ker je kot meni kot direktorji pripadnost podjetju, ali pa klima v podjetju izjemno pomembna. Kakšno bo po vaši projekciji podjetje čez 5 let? Podjetje čez 5 let, kot sem rekel, bo zaposlovalo preko 130 ljudi, se pravi, tu bo že ena taka velik korak. Seveda to bo prineslo večjo prodajo in s tem povečalo, seveda, upamo, dobiček. Mislim, da bomo čez 5 let, v roku 5 let, že dolgoročni plan je postavitev nove linije, povsem nove linije za moderniziranje za vroči del. Tu pomeni, računamo tam v 10 letih, recimo, da se bomo podvojili število ljudi, pa podvojili na današnje razmere prodaje. To je pa dolgoročni plan, bomo pa videli, kaj bo trg povedal. Kaj vidite kot največja tveganja? Za mineralko samo je tveganje lahko edino, tako veliko tveganje je dobava rude. Čeprav imamo neka skladišča v Antwerpnu in Kopru. V Antwerpnu imamo skoraj za letno zalogo količin, pač po pogodbi shranjeno. So tu države, katerih politični sistem izjemno nestabilen. Zimbabve, s katero dobavljamo rudo v Slovenijo, je pač politično nestabilna država. Jaz lahko povem, da je 4-5 let nazaj se pač oblast ali z njo Mugabe odločil, da ne bo tam več železniške proge, katera je šla iz rudnika do Porta Bejeva. Takoj so nastale izjemne težave, zato ker zdaj morajo voziti približno 2000 km s kamioni po praktično neprevoznih cestah. Vrnikoli do Bejre, prej je šel tudi po železnici. Recimo Uganda, ki imamo tudi zelo sporna in zelo politično nedejavna. Tu je lahko en faktor tak, kot je tveganje se strani dobave surovin.